Anže Avbelj, ambasador Lidla Slovenija, nam bo danes povedal in pokazal, kako preverimo sposobnost plavanja naših otrok. To je pred poletjem res odličen in nujen nasvet za vse starše. Zdravo in dobrodošli v Lidlovi vitalnici. Moje ime je Anže Avbelj in danes gremo plavati. Natančneje, tole deževno popoldne bomo izkoristili, da osvežimo našo plavalno znanje pred poletjem. A greš plavat? Pred nami je poletje, ko se z otroci pogosto znajdemo v bližini vode, zato je priporočljivo, da predhodno preverimo prilagojenost na vodo in osvežimo naše znanje plavanja. Naše punce so glede na starost na različnih plavalnih stopnjah. Mija je praktično že samostojni plavalec, Ula je že zelo suveren plavalec, vendar ne še samostojen, medtem ko Flora se pa še nedobro prilagaja na vodo. Mi pa gremo na morje, se plava naučiti, Bože začne ataki. Prvi korak pri učenju plavanja je prilagajanje na vodo. Otroci preko igre izgubijo strah pred potapljanjem glave in dobijo občutek za vodo. Z različnimi odvajanji razvijamo občutek za plovnost in drsenje. Skozi sklop vaj in igro se otroci dodatno prilagodijo na vodo, na potapljanje glave in izdihavanje pod vodo. Kaj se boš? Potopila. Dej. Prilagajanje in učenje je vedno postopno in prilagojeno otrokovim sposobnostim. Pazimo, da otrok nima slabe izkušnje. Ne vem, če veste, ampak v Sloveniji imamo izredno dobro razvit nacionalni program plavalnega opismenjevanja. Skoraj nemogoče je, da bi otroci zaključili osnovno šolo in pri tem ne znajo plavati. Otroci, tudi plavalci, morajo biti v bližini vodnih teles vedno pod nadzorom staršev. Nikoli tudi za trenutek ne smemo spustiti otrok izpred oči. Zavedati se moramo, da je utopitev tiha, to ni nekaj glasnega in obstaja veliko možnosti, da v primeru nesreče tega ne bomo slišali. Še več zanimivih in poučnih posnetkov pa najdete na YouTube kanalu Lidl Slovenija.